Živi da si narodi, ki krepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, krepili svita bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vragle sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vragle sosed bo, ne vragle sosed bo mejak. Spoštovani gospe in gospodje z obeh strani, spoštovani gostje, župan občine Škofja Loka, gospod Tine Radinja, pomožni škof nadškofije München in Freising, gospod Wolfgang Bischof, Herr Wolfgang Bischof, herzlich willkommen, pomožni škof nadškofije Ljubljana, monsignor dr. Franc Šuštar, župnik župnije Stara Loka, gospod Janez Šket in duhovniki dekanije Škofja Loka, kipar gospod Metod Frlic, predlagatelji postavitve in seveda vsi zbrani. V veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim na tem dogodku, na katerem bomo odkrili kip frajzinškega škofa Abrahama. Dogodek namreč pripoveduje in združuje številne zgodbe našega mesta. Stara Loka kot matica Škofje Loke je že oktobra leta 2015 dobila park škofov, v katerem je doslej stal samo kip dr. Andreja Krlina, tržaško-koprskega in levantinskega škofa, ki so ga pri tej cerkvi svetega Jurija odkrili ob 150-letnici njene posvetitve. To je bilo pred skoraj 8 leti. Postavitev kipa začetnika loškega gospodstva, škofa Abrahama, sodi v okvir projekta participativnega proračuna, v okviru katerega je bilo pred 2 letoma v občini izglasovanih kar 33 projektov. No, s tem današnjim dogodkom pa tudi uradno stopamo v praznično leto 2023, v katerem mineva 1050 let od prve pisne omembe Lonke, predhodnice današnje Škofje Loke. Naj se torej to praznovanje začne, kaj ne, gospod Tine Radinja, izvolite, uvodna beseda je vaša. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, Ločanke, Ločani, vsi s Fare, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, spoštovani in cenjeni gostje, ki ste posebej za to priložnost prišli v Škofjo Loko. Vesel sem, da se tukaj na ulici v Stari Loki srečamo skupaj. In skupaj odpremo kip škofa Abrahama. Ta nosi v sebi vsaj 3 sporočila. Seveda o dolgi in bogati zgodovini Škofje Loke in njeni povezanosti z mestom Freising. Vesel sem, da so te vezi še danes izjemno močne, prijateljske, partnerske in da jih iz leta v leto ohranjamo in nadgrajujemo. Predvsem na kulturnem, šolskem, pa še kakšnem drugem področju. Drugič, da je tudi danes v Škofji Loki izjemno pomembno sodelovanje. To smo želeli doseči tudi s projektom participativnega proračuna, v kateri lahko vsak krajan, krajanka predlagal tisto, kar se mu zdi za njeno ali njegovo krajevno skupnost najbolj pomembno. Poimenovali smo projekt Naša Loka in dobili 33 odličnih projektov, ki nas bogatijo, izboljšujejo in delajo kraj, v katerem živimo, še malo lepši. O pomembnih obletnicah, kot 1050 let prve pisne omembe naših krajev je pomembno pogledati nazaj v zgodovino, se ozreti in popraznovati. Hkrati pa na tem postaviti nek model razvoja tudi za naprej. Skupaj z vami upam, da je ta model razvoja sodelovanje. Odlično sodelovanje, ko sosedi stisneš roko in rečeš, vesel sem, da živiva skupaj v tem kraju. Naj bo to sporočilo več kot 1000 let sodelovanja na sotočju 2 rek tudi naprej sporočilo. Veselim se, da bomo v prazničnem mesecu juniju praznovali tudi skupaj z vami. Več kot 50 prireditev pripravljamo, da bo ta prazničen mesec bogat, ne samo v Škofji Loki, ampak v celotnem loškem gospodstvu in da se bo v njem slišalo širno in daleč. Čudovito praznovanje odprtja kipe vam želim in na dobro sodelovanje tudi vnaprej. Najlepša hvala.
Ja, Ločani škofa Abrahama najbolje poznamo iz pripovedke o zamorcu v škofjeloškem grbu. Kdo je bil torej začetnik loškega gospodstva, ki mu je 30. junija leta 973 tedaj mladi nemški cesar Oton II. Z darilno listino podelil loško ozemlje in zakaj je pomemben za loško zgodovino? Odgovor na to vprašanje nam bo podal gospod Alojzij Pavel Florjančič, ki je idejni oče tega parka škofov ter soustanovitelj in častni član kulturno-zgodovinskega društva Lonka, Stara Loka. Izvolite. Prav gotovo ne bom mogel vsega povedati, kot je bilo rečeno. Saj slišali smo že pri maši, župan tudi, pa nekaj malega je pa le dobro slišati o škofu Abrahamu, tisto, kar je nekako skrito. Takole sem razmišljal. Od Karla Velikega naprej, pol 3. stoletje so bili frajzenški škofje na dvoru glavni cesarski svetovalci v verskih, gospodarskih in političnih zadevah. Tudi naš Abraham, še kot domnus, prvi med dvornimi stolnimi kanoniki pri Otonu I., nato pa kot škof pri cesarjih Otonu II. In še pri Otonu III. Očitno je bil Abraham nepogrešljiv. Kljub svojim izjemnim sposobnostim in znanju pa je bil vendarle le človek in je pogrešil. Abraham je namreč leta 974 aktivno sodeloval pri zaroti cesarskega rivala bavarskega vojvode Henrika II. Prepirljivca in bil zato nekaj let pregnan v šapsko patijo Korvej. Pod Otonom III. Mu je bilo odpuščeno in s kasnejšimi cesarskimi darovnicami je še povečal svojo posest. Tako se je loško gospodstvo razširilo celo preko Save, a politični spodrsljaj ga je stal svetništva. Medtem ko sta postala svetnika njegov predhodnik škof Landpeter in njegov naslednik škof Gotjeschalk, zato našemu Abrahamu naš kipar Metod Frljic ni mogel mitri dodati še svetniške avreole. O škofu Abrahamu osebno in njegovemu poreklu, predvsem o rojstvu, do sedaj ne vemo veliko. Skoraj nič. Vemo le, da je bil rojen pred letom 940, ne pa vemo niti za njegovega očeta, niti za mamo. Vemo le, da mu je bilo ime Abraham. Abraham. Čudno, starozavezno judovsko ime, težko zamisljivo za višje plemstvo karolinškega, frankovskega, saškega, bavarskega sveta. O škofu Abrahamu so obširno pisali mnogi tuji kronisti, začenši z Jakobom Unrestom pred letom 1500. Nato zgodovinarji, predvsem nemško pisoči avtorji, na primer Karl Majhelbeck v Historia Frisigensis v letu 1724. Tudi naši številni slovenski pisci od Jerneja Kopitarja, ki je leta 1836 prisodil bližinske spomenike kar škofu Abrahamu. Enkrat ga imenuje Karantanec in drugič Kranjec. Na baročni biografski tabli škofa Abrahama, ki visi v knežnem hodniku frajzenške škofijske palače, piše, da je bil Abraham vojvoda Koroške iz rodbine goriških grofov, kar se vidi tudi po grbu zgoraj desno na dokumentu oziroma tej biografski karti. To boste lahko bolj nadrobno si prebrali v knjižici, ki je danes na razpolago. In na tej tabli zgoraj je upodobljen njegov grb s preprostim okronanim zamorcem škofije Freising, škofovsko palico in mitro kot grbovnim okrasom. Namreč nima svojega osebnega grba, ker je nekaj neverjetnega, da ne bi imel
oziroma mogel bi imeti, ne, saj vsi plemenitaši vestno in njihovi kroniki vestno zapisujejo izvor in rodovino tekom stoletja. Škof Abraham je eden redkih, ki tega nima. Mislim, da je pred mlajšimi zgodovinarji naloga, ne, da to raziščejo, in mislim, da nas čaka presenečenje o njegovem izvoru. To pa mogoče na posvetovanju v juniju ali pa mogoče malo kasneje. Hvala lepa. Spoštovani, zdaj pa prisluhnimo besedilu cesarjeve darilne listine iz leta 973. Med nami pozdravljam člana gledališkega ansambla Loškega odra. Gregor Gartner bo besedilo prebral v izvirniku, torej v latinskem jeziku, Jan Bertoncelj pa v slovenskem prevodu. Slovesno branje bo naznanil bobnar Samo Krmelj. In nomine Sancte et individue Trinitatis. Oto divina favente Clementia Imperator Augustus. Noverit omnium industria fidelium nostrorum, tam presentium quam futurerum, qualiter per interventum dilecte matris nostre Adelhaide, et fidelis nostri videlis et Heinrici. V imenu svete in nedeljive trojice, Oto, po milosti Božji vzvišeni cesar, naj ve prizadevnost vseh naših, tako sedanjih, kakor prihodnjih zvestih podložnikov, da imamo po posredovanju naše ljubljene matere Adelhaide in našega zvestega podložnika vojvode Henrika nekatere dele naše posesti, ki ležijo v Vojvodini, prej omenovanega vojvode in v grofiji grofa Popona, ki se imenuje Kranjska, ali z ljudskim izrazom Kranjska Marka. V tej grofiji je namreč majhen potok, imenovan v jeziku Slovanov Žabnica. Ves svet od njegovega izvira, kjer se dvigajo strme stepine ali gorski vrhovi, tja na zahodno stran do Sevc z vsem, kar pripada k njemu, ter planino Pečano, nadalje ozemlje onstran Sorice do gore Lubnika, goro Samo, do večje reke, ki se imenuje Sora. Oba bregova te reke vse do ustja prej omenjenega potoka Žabnice, ter od tod navzgor do Vrelca ali izvira tega potoka in vse, kar imamo v posesti med njunim sotočjem. To je kraje imenovane Žabnica, Lonka, Suha in še enkrat Sevca ali kakorkoli bi se že imenovali. Vse to smo podarili v last nekemu našemu zvestemu, nadvse nam dragemu podložniku, ki se imenuje škof Abraham. In to z vsemi stvarmi vred, ki po pravu in zakonih pripadajo prej imenovanim krajem, z domačijami in stavbami, podložniki obeh spolov, kar bi se jih tam našlo v naši lasti, z obdelanimi in neobdelanimi polji, s travniki, pašniki, gozdovi, vodami in vodnimi tokovi, z mlini, ribimi in drugimi lovišči, trtami in vinogradi, s prehodnim in neprehodnim svetom, z dohodki in izdatki, s prejšnjimi in prihodnimi terjatvami, s premičninami in nepremičninami. Kakor smo zapisali zgoraj, želimo, naj ima prej imenovani škof vse to v trdni lasti, brez vsakršne ovire ali ugovora. Vrhu tega naj ima vse posod v tisti pokrajini, kjer se v našem gozdu ali kjerkoli druge pasejo prašiči, krmo za svoje prašiče, ki se bodo tam hranili. In noben grof ali vojvoda ali katerakoli druga oseba naj se v ničemer ne vmešava v to posest brez dovoljenja ali ukaza prej imenovanega škofa Abrahama ali človeka, ki mu jo škof zaupal v upravljanje. In da bi bila veljavnost te naše podelitve še bolj trdna in neomajna, smo tudi zapovedali, naj se ta naš pričujoči ukaz zapiše in zapečati z odtisom našega pečatnega prstana, s čimer hočemo in zatrdno zapovedujemo,
naj ima prej imenovani škof po svoji svobodni presoji pravico, da to posest obdrži, jo zamenja, izroči ali stori z njo, kar ga bo volja. In da bi naši zanamci v prihodnje to verjeli po resnici, smo ta ukaz spodaj lastnoročno potrdili. Pozdravljeno, bodi Sorško polji. Pozdravljeno, Sorško polji. Sorško polji. Kjer moji očaki sem ti še znanec Sorško polji, al sem ti še znanec Sorško, Sorško polji. Ker dolgo se dolgo se nisva videla že, in jaz sem premenil misli obraz, kar naju loči še kraj stari čas. Pozdravljeno bodi Sorško In medtem, ko stojimo tu pod kostanjevim drevoredom na delu območja, kjer je že pred 1050 leti obstajal kraj Lonka, pa že nestrpno čakamo, da si bomo lahko ogledali kip škofa Abrahama. Pobudo za njegovo postavitev je dal predlagatelj Klemen Krlin, so predlagatelji Alojzijem Pavlom Florjančičem, Mihajlom Habihtem, Antonom Zarnikom, Urško Florjančič in Mojco Bercen. Avtor kipa je akademski kipar in profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Metod Frljic, ki sodi med najvidnejše slovenske umetnike. S svojim obsežnim in raznolikim opusom je navzoč tako doma kot v tujini, kjer stojijo številne javne skulpture. Posebno mesto v njegovem delu zavzemajo upodobitve pomembnih škofjeloških rojakov v aleji zaslužnih Ločanov. Najnovejša podoba frajzinškega škofa Abrahama je kot sugestiven plod njegove domišljije, prepričljiva tudi v svoji duhovni pomembnosti. Kipar ga je upodobil z mogočno napeto škofovsko mitro in dostojanstvenim, živoizraznim, plemenitim obličjem, katerega del je v pogledu od spredaj zakrit s knjigo, ki si jo škof s poljubom pritiska k posvečenim ustom. Iz besedila na njej razberemo odlomke iz brižinskih spomenikov, ki jih je škof zapisal, da je lahko z njimi nagovarjal krščansko slovensko ljudstvo.
Pod besedilom pa je kipar na knjigi v reliefnem načinu nakazal tudi škofjeloški grb s podobo kronanega zamorca pod gradom. Del besedila brižinskih spomenikov v izvirni pisavi preberemo tudi na škofovi mitri. Kot je še zapisal dr. Milček Komel v priložnostni knjižici o škofu Abrahamu, s tem so brižinski spomeniki tudi dobesedno postali nosilci spomenika v nekdanjem duhovnem središču loškega gospodstva. S tem najnovejšim imenitnim spomenikom je kipar na pobudo agilnih sorojakov z izpričano zavzetostjo za krajevno zgodovino, ki daleč presega lokalne razsežnosti in sega v osrčje Evrope, na novo povzdignil škofa Abrahama in ga tako povezal z nekdanjo frajzinško loko in današnjimi ponosno neuničljivimi Slovenci. Toliko za predstavitev, da si bomo lažje predstavljali to, kar bomo zdaj tudi videli, kajti gospe in gospodje, kip bosta odkrila župan gospod Tine Radinja in predlagatelj postavitve gospod Klemen Krlin, pri odkritju pa se jima bo pridružil tudi kipar gospod Metod Frlic. Vzeli smo si nekaj trenutkov in tako pred nami stoji kip škofa Abrahama, slovesen trenutek za staro loko, za škofjo loko. Zdaj pa bo kip tudi blagoslovil pomožni škof nadškofije München in Freising, gospod Wolfgang Bischof, za prevod bo poskrbel diakon gospod Ralf Prausmiller. Zunächst noch einmal ein herzlicher Gruß auch dem Herrn Bürgermeister, auch dem Künstler und allen, die für diese Büste des Bischofs Abraham verantwortlich sind. Najprej še enkrat lep pozdrav vsem, posebno gospodu županu in umetniku in vsem, ki so odgovorni za to današnjo umetniško delo. Leider ist es mir trotz intensiver Versuche von Herrn Diakon Prausmüller nicht gelungen, auf die Schnelle Slowenisch zu lernen. Von daher bin ich auf die Übersetzung angewiesen. Žal mi ni bilo možno, kljub prizadevanju gospoda diakona, da bi se naučil v tako kratkem času tudi slovenščino, zato sem odvisen od prevoda. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Slišimo berilo iz Svetega pisma, iz pisma Filipijanom. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Čeprav je bil v Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil, tako da je prevzel podobo hlapca in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal, tako da je postal pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podelil ime, ki je nad vsakim imenom, da se je v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta. To je Božja beseda. Der Herr sei mit euch. Gospod z vami, Der Name des Herrn sei gepriesen. naj bo slavljeno ime Gospodovo. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Naša pomoč je v imenu Gospodovem. Herr Jesus Christus, du hast uns durch Taufe und Firmung berufen, vor den Menschen Zeugnis für dich abzulegen. Immer wieder berufst du auch Menschen wie Bischof Abraham in den Dienst als Hirten für deine Herde. Gospod Jezus Kristus, po krstu in birmi si nas poklical,
da bi pred ljudmi pričevali zate. Vedno znova kličeš tudi ljudi kot škofa Abrahama v službo pastirjev tvoje črede. Wir bitten dich, segne diese Büste. Prosimo te, blagoslovi ta kip. Gib, dass auch wir treue Zeugen deiner Wahrheit und Liebe werden. Segne alle, die an diesem Ort zu dir beten, und dieser Ort soll uns anregen, im Gebet bei dir Hilfe zu suchen und dir und den Menschen immer besser zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Daj, da bomo tudi mi zveste priče tvoje resnice in ljubezni. Blagoslovi vse, ki bodo na tem kraju molili k tebi. Ta kraj nas podbuja, da bomo iskali pomoč v molitvi k tebi in še bolj zvesto služili tebi in ljudem. To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Lasset uns beten. Oče naš, Posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor na nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. der Herr sei mit euch. Gospod z vami, Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. naša pomoč je v imenu Gospodovem. Und so segne und begleite euch der gütige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Že zarja se jutranja vdali prebuja, v stih in skrivnosten tvoj tek je voda. Saj saho tekom in mladostni spomini, ko vas ne valobom naročje hoda. Sotočju valovi se spet umirijo, odseva v zrcalu spomin davnih dni. Toloka je mesto v prijazni dolini, ki sanja v prelisti poletnih noči. Še kliče vsa struga od nas se poslavlja, zrcali na valih se plavo nebo. Se vrba i klanja, toplo jo pozdravlja, in ptiči ob sori najlepše pojo. Se vrba i klanja, toplo jo pozdravlja, in ptiči ob sori